Mislim, da je v pripravah na ta občni zbor uspelo narediti to, da se tudi v politiki, v odboru spregovorili o tem, kaj je bilo narejeno dobrega in o tem, katere napake so bile storjene in da je potrebno v mestu postaviti zadevo na novo in poskušati na novo pridobiti zaupanje, ki ga Slovenska ljudska stranka v Mariboru že imela. Upam, da smo in verjamem v to, da smo z samih teh kandidacijskih postopkih resnično odkrito vsem tem spregovorili in da tudi kandidati, ki so ostali in so kandidirali na ta mesta, zagotavljajo to, da bo šla Slovenska ljudska stranka po neki novi poti naprej. No, zdaj za predsednika ste v bistvu bila dva kandidata, kandidiral je potem v bistvu samo gospod Sojhter. Menite, da je on tisti, ki lahko poveže zdaj oba pola, ne? Ker pač tega najbrž ne skrivate, da so nekako na eni strani tisti, ki so pač še zmeraj zagovarjajo gospoda Kanglerja, ki zagotovo ima močan vpliv iz ozadja na stranko, ki na drugi strani tisti, ki so se pa že doslej distancirali od njega. Menite, da gospod Sojhter lahko poveže oba dela stranke? Prva stvar, ki mislim, da je nujno potrebna narediti, je to, kar večkrat rečem tudi sicer v politiki, da se je potrebno pogledati v ogledalo in zagotovo je prav, da tisti, ki so bili najbližji sodelavci gospoda Kanglerja, dajo prostor drugim in na ta način razbremenijo sebe in tudi stranko. In mislim, da je to, kar smo uspeli na nek način tudi dogovoriti, usmeritev in pot v to smer in verjamem, da bo gospod Sojhter kot umiren človek uspel to, kar je potrebno narediti in ste pravilno ugotovili, da je v ljudski stranki v Mariboru potrebno poiskati neko tudi novo jedro ljudi, ki so se dokazali že v preteklosti in bodo tudi dovolj kredibilni za pridobitev novega zaupanja za stranko v celoti. Ocenjujemo, da smo naredili korak v pravo smer. Je zato tudi mogoče bil razlog, da je gospa Bah odstopila od kandidature, tudi ona je bila nenazadnje ena bližnjih sodelavk gospoda Kanglerja? Gospa Bah je zagotovo kot podžupanja ena bližnjih teh sodelavk in mislim, da je to korak v to smer. Kaj pa s temi, ki se pa morajo omakniti, mislite morda tudi gospo Tanjo Vindiš Furman, ki je nenazadnje tudi zdaj, sicer tožilec je zoper njo očitke omaknil, ampak vseeno je marsikaj razvidno, bolj jasno, kako so zadeve potekale. Ja, poglejte, situacija je zagotovo težka. Sam tudi si ne delam nobenih utvar, da so se postopki končali, ampak mislim, da so se začeli. In v Slovenski ljudski stranki želimo zelo jasno povedati, da tisti, ki so prišli v te postopke, najprej pri sebi razmislijo, ali s svojo prisotnostjo in svojo aktivnostjo znotraj stranke ne delajo na nek način škodo sebi, predvsem pa stranki. In v tem delu pričakujemo, da se tudi zelo kritično vsak odzove do sebe in da temu primerno tudi odreagira v takih primerih. Nenazadnje je v bistvu že to bil en korak, že sama izključitev gospoda Kanglerja iz stranke, v bistvu nek korak naprej in do pozitiven signal v bistvu ljudem. Ja, v Slovenski ljudski stranki smo vedno dejali, da bomo in da spoštujemo inštitucije pravne države. In v tem delu smo v nekem trenutku, ko je prišlo do tega mnenja, tudi zelo jasne poteze potegnili, tako kar se tiče gospoda Kanglerja, pa še tudi kje druge na državnem nivoju. Kaj pa z gospo Vinsko Kraljico ste zdaj že razrešili zagato? Ja, nekaj dni nazaj sva sedela skupaj, tudi dorekla, kako ta zaplet rešiti. Ni še stvar napisana, pričakujem pa, ker je zdaj na potezi ona oziroma njen krog, da data dogovor in da ta neljub spor zaključimo. Najlepša hvala.